Določili smo tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tiste kategorije starejših, predvsem upokojencev, z nizkimi pokojninami, ki so tudi največja tarča te epidemije. Upokojencem z najnižjimi pokojninami se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa. Zavedamo se, da je to najbolj ranljiva skupina državljanov, da so mnogi v tem času sami, da so skromne dohodke od nizkih pokojnin porabili za nakup neke nujne rezerve prehranskih in drugih življenjskih artiklov in zaradi tega bo tej kategoriji izplačan poseben dodatek, o višini kategorijah več v nadaljevanju. In nazadnje dovolite, da podam še nekaj pojasnil glede uvedbe solidarnostnega dodatka za upokojence. In sicer je ta dodatek predviden za vse upokojence, ki prejemajo pokojnino nižjo od 700 evrov. In sicer se bo solidarnostni dodatek izplačal v enkratnem znesku, predvidoma 15.4. In se ne bo zavedel med osebne prihodke posameznika na način, ki bi kakorkoli vplival na upravičenost do ostalih socialnih pomoči in pomoči na domu. Višina izplačila bo odvisna od zneska pokojnine, ki ga upokojenec prejema, in sicer upokojenci s pokojnino do 500 evrov bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 300 evrov, upokojenci s pokojnino med 500 in 600 evrov bodo prejeli dodatek v višini 230 evrov in upokojenci s pokojnino med 600 in 700 evrov bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 130 evrov. Tukaj želim poudariti, da smo pri pripravi tega ukrepa sodelovali z različnimi nevladnimi organizacijami, predvsem pa ga uskladili z Zvezo društev upokojencev Slovenije. Bi morda lahko potem jaz zastavil eno vprašanje, smo jih v bistvu dobili kar precej glede tako imenovanega kriznega dodatka za ranljive skupine, tudi za upokojence. Lahko tu morda nekaj več podrobnosti, kdo bo do tega upravičen, bodo to enkratni zneski, torej nekaj več podrobnosti. In pa kaj bo s socialnimi transferji? Se tu na tem področju karkoli korenito spreminja ali ostaja kolikor toliko enako, kot je bilo doslej? Hvala. Spoštovani, mislim, da je bilo nekaj odgovorov že danih. Danes popoldan ob 17. uri bodo člani strokovne skupine odgovorili še na nekatera vprašanja, tako o finančnih okvirih, kot tudi o konkretni implementaciji v gospodarstvu. Zato bo zdaj odgovorila na vaše zastavljeno vprašanje še ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potem pa bomo našo tiskovno konferenco zaključili. Gospa ministrica, izvolite. Ja, hvala za vprašanje. Morda odgovor glede resnično najbolj ranljive, občutljive in pa v tem primeru tudi najbolj ogrožene kategorije prebivalcev Slovenije, ki so prav gotovo upokojenci, to predvsem upokojenci z nizkimi prihodki. Torej v naš dodatek, solidarnostni dodatek zajamemo 3 kategorije izplačil, to je upokojencem, ki prejemajo pokojnino nižjo od 700 evrov in sicer kot omenjeno, upokojenci z pokojnino do 500 evrov prejmejo 300 evrov pomoči, upokojenci s pokojnino od 500 do 600 evrov 230 evrov in tisti z pokojnino od 600 do 700 evrov 130 evrov. Moram poudariti in najbrž se tega zavedamo vsi, da gre za starejšo populacijo ljudi, ki so pod temi omejitvami in ukrepi, ki se izvajajo za zamejitev širjenja virusa, mnogi od njih ostali sami na svojih domovih, za seveda potrebe preživetja nakupili večje količine hrane, tudi večje količine zdravil za preventivo in seveda zaradi tega imeli tudi večje finančne izdatke. Zaradi tega tudi odločitev na nivoju vlade, da se jim ta dodatek izplača in kot že rečeno, bo ta dodatek izplačan res tistim, ki prejemajo najnižje pokojnine.